Živijo, moje ime je Anja in dobrodošel na mojem kanalu. Ustvarjam digitalne ilustracije in sicer osredotočena sem predvsem na uporabo tablice iPad Procreate, vendar v zadnjem času se navdušujem in raziskujem tudi možnosti ustvarjanja in prodaje digitalnih ilustracij, ustvarjenih z umetno inteligenco in kakor tudi sem in ljubeča zagovornica Canve, o kateri bomo danes tudi govorili. Preden pa nadaljujem, bi vas še povabila v mojo skupino Kreativa Pozitiva na Facebooku, kjer delim novosti, informacije, skratka vse zadeve vezane na področje mojega poslovanja. No, pa si poglejmo, kakšne so novosti, ki jih je izdala Canva, in sicer dala nam je novo možnost z video ustvarjanjem, prava revolucija, ker je združila moči z umetno inteligenco ustvarjanja video vsebin VO3 od Googla. Pa si poglejmo, kakšne so te novosti. Canva in VO3, ključne novosti za ustvarjalce so, da lahko ustvarjamo 8-sekundne videe z zvokom iz besedilnih ali glasovnih ukazov, tako imenovanih promptov, vključuje tudi dialoge, glasbo, ambientalne zvoke, učinke in veliko zanimivih zadev, ki jih lahko vključimo v video posnetke. Zgrajeno pa je z uporabo Googlovega video modela Veo. Kdo lahko uporablja to? Trenutno je namenjeno le za Canva Pro Teams, Enterprises in non-profit uporabnike, torej žal Canva, tisti, ki imate free account, ni možno uporabiti. In za začetek je možno le 5 videoposnetkov na mesec, kar pa so obljubili, da bojo spremenili in že delajo na temu, da bo možno več videoposnetkov. Kako pa deluje? V bistvu zastaviš si nek prizor, vneseš besedilni ali glasovni ukaz, torej prompt, ki opiše video, ki ga želiš ustvariti. Nato Canva ustvari video. In Canva skupaj z umetno inteligenco ustvarita 8-sekundni video, ki ga potem lahko naprej v Canvinem urejevalniku urejamo, lahko dodamo svoj branding, besedilo, glasbo, skratka vse, kar na to želimo. Kaj pa je recimo glavni game changer? Zakaj je sploh game changer, kot bi se reklo, ne? Zato, ker ni potrebe po nekih dodatnih orodjih za urejanje, vse lahko dodamo v Canvi. Res je, da nima Canva še slovenskih podnapisov, upam, da jih bo kmalu imela. Hitra personalizirana vsebina, ki jo lahko potem uporabimo za TikTok, rise, spletne tečaje, objave, in veliko gibanja je možno in dodajanja v svoje pač malo več, recimo, gibljive vsebine v svoje digitalne izdelke. Ampak si velja zapomniti, da je pač trenutna omejitev dolžine 8 sekund, dovoljeno ustvarjati le 5 videov na mesec, model se lahko pač včasih tudi zmoti, napačno interpretira ukaze, to je tudi relativno nova zadeva. Se pa velja zapomniti tudi, da vse te napakice, ki se pojavljajo, jih lahko le po Canvi prijavimo, oni bojo še veseli, da dobivajo feedbacke, da lahko potem te stvari popravljajo. In vsa vsebina je tudi tukaj moderirana z orodjem Canva Shield. Canva Shield to pomeni, da bo Canva avtomatsko blokirala v primeru, da prompt vsebuje kakšno neprimerno vsebino vezano z njihovim policy. Tako pa bomo šli zdaj kar pogledat, kako to deluje, in sicer do tega pridete v Canva AI oziroma bivši Dreamlab je bil to. Ko kliknete, se vam odpre tole okno in tukaj je nov dodatek, kjer je tudi kronica, kar pomeni, da je to samo za pro uporabnike, in kliknemo Create video clip. Zdaj, jaz sem si prompt za to pomagala spisati z ChatGPT-jem, sem mu dala ukaz, naredi mi en smešni video z eno živalco, ki vabi na svoj rojstni dan, in naj reče: "Živjo, vabim te na moj rojstni dan, ki bo 5. aprila, pri meni doma, dodaj še kaj smešnega." Zdaj, jaz nisem to še provala, sploh, včeraj sem videla, da je Canva poslala ven tole novost in sem rekla, danes bom direktno posnela, direktno provala, primerno tukaj z vami na
posnetku, tako da, če ne bo dobro, pač ne bo dobro, če bo pa v redu, bo v redu. Zdaj, jaz bom kar to tako vse kopirala, tale prompt, in ga bom dala tukaj noter. Jaz upam, to bom zbrisala. Jaz nimam pojma, ali bo to v redu ali ne bo. Avdio dialog. Style. Ne vem. Dajmo animated. Nimam pojma, tukaj res, kaj bi mogli dati. Damo cinematic. Duration. Imamo itak možnost samo 8 sekund. Framing. Ma ne bom dala nič. Tako da to zapremo in bomo dali puščico naj generira. Tako da Canva zdaj dela. Tukaj dol kasneje, kdor bi želel, si lahko tudi anketo izpolni o tem, kaj mislimo, kako dela Canva AI, naše mnenje. To so tudi odlične zadeve. Jaz kdaj naredim, ker tako jim damo pač vedeti, mogoče, če kaj ne dela, če kaj dela slabo, če kaj dela dobro, kaj morajo popraviti, kaj ne. Zdaj so javili, da bojo rabili približno 2 minuti. Zdaj, ker je to novo, seveda so vsi navadili na to in valjda je mogoče tudi sistem trenutno malo obremenjen, in traja malo več časa, da oni to zgenerirajo. Okej, ker mi prejšnjega posnetka sploh ni hotelo narediti, ga bom dala še enkrat. Sem šla narediti še enega in sem dala drugače. Torej na isti način sem naredila. Chat mi je napisal prompt, dala sem to, pa tole. No, da vidimo da vidimo, kaj je zgeneriralo. Ups. Okej. In v bistvu zdaj lahko, malo sem se blokirala, jaz sem čisto nova v snemanju posnetkov, tako, ne, tako da morate mi malo tudi oprostiti, da je vmes kakšna pavza, ki je tiho, ampak nisem niti malo profi. Gremo v Canva editor v bistvu, da potem lahko ta posnetek, ne vem, dodamo kakšen tole pač napis, še kakšne dodatke in tako naprej, ne, da lahko res optimiziramo, personaliziramo ali kakorkoli. Tako da bom jaz zdaj probala še enkrat narediti tisto, pa dala sem prompt, avtodialog, dobro. Damo, kot pri prejšnji sem izbrala samo 8 sekund, pa da vidimo, če bo zdaj mogoče to malo prej zgenerirano. Aha, mogoče pa bo tokrat malček hitreje. Oziroma, mogoče sploh bo, ker mogoče ker prejšnjič pač ni, mogoče tokrat vsaj bo zgeneriralo. No, počakajmo. Ne, izgleda, da mi to nekako ne bo in ne bo. Ker mi je spet isto ponavlja kot prej. Tako da očitno mi tale posnetek ni namenjen, da ga ustvari. In sem probala zdaj še tretjič, pa sem še malo spremenila pa skrajšala prompt in tudi tokrat ni šlo. Izgleda, da ta prav ne gre. No, tako, v glavnem pogledali smo, za kaj gre. Jaz mislim, da ta zadeva, glede na to, da je možno samo 8 sekundne
in ne vem, očitno še tudi ne dela pravilno, je uporabna, daleč od tega, sigurno bo, zelo super, zadeva, ko jo še malo bolj izpopolnijo, bojo lahko daljši posnetki in ne bo mogoče toliko, potrebno toliko se z enim ukvarjati, da sem jaz mogla zdaj 3, 4 probati, pa ni šlo, še vedno nisem ugotovila, zakaj. Imela sem občutek, tule sem pol še enkrat probala skrajšati, imela sem občutek, da mogoče mu preveč dajem za 8 sekund, pa da ne uspe vsega tega, pa, probala sem tudi zmanjšati opis, ampak še vedno ni bilo dovolj, tako da nič hudega, enega, smo uspeli narediti, je lušen in sem zadovoljna zaenkrat s to zadevo. Videla pa bom, kako jo bom jaz sploh, vključila v vse to, kar delam, ali jo bom, ker mi pa ne da mira, sem prišla še malo s chatom se pogovarjati, kao, kako bi mi lahko, kako bi lahko mi to uporabili za finančno, korist, torej kako bi lahko monetizirali ta zadeve, in sem ga vprašala, če mi da 5 idej, kako bi lahko zaslužili denar, s to novo funkcionalnostjo v Canvi. In on je rekel, da prva točka, recimo, da bi lahko prodajali kratke AI video kot digitalne produkte na Etsyju, Creative Market, Gumroad, recimo pač, ja, birthday greetings, thank you videos for small businesses, kakšne short promo clips ali kaj takega. Potem, recimo personalizirane video, zadeve kot, servis, da ga ponujamo, recimo personalizirane, tele, vabila, personalizirana, video vabila za rojstne dneve, to je tudi prva stvar, ki sem jo jaz pomislila. Pol kaj vezano na kakšen branding, kakšne kratke, oglase. Zdaj mi prihaja na misel, da tudi vsi mi ustvarjalci bi lahko to karkoli uporabljali za Etsy predstavitve ali karkoli. Potem tretja točka je uporabiti umetno inteligenco za affiliate marketing, recimo tisti, ki se pa z affiliate marketingom želijo ukvarjati. Lahko učimo, lahko se uči, nekdo se lahko specializira na to temo, kako se uči delati to. In bundle, AI posnetkov z drugimi digitalnimi produkti, če, recimo se prodajaš digitalni planer, afirmacijske karte ali pa kakšne printable zadeve, lahko dodaš kratko, motivacijski ali, thank you video, za vaše, produktne fajle kot bonuse in kaj kao to naj bi povečalo, dodano vrednost vašim produktom. Tako da skratka, no, luštna nova zadevica v Canvi. Tako da upam, da vam je da so vam taki posnetki všeč. In če bi jih še več, bom ful vesela, če mi mogoče spodaj pod posnetek tudi komentirate, tudi morda, kaj bi želeli več, videti, in se bom potrudila časovno, kot mi bo zneslo, da ustvarim čim več novih, vsebin. Medtem pa tudi vabljeni še enkrat v mojo skupino Facebook Kreativa Pozitiva ali pa da se vpišete na mailing listo, tako da ste vedno obveščeni o zadnjih novostih. Tako da en lep, čudovit dan vam želim.